Vojna v Ukrajini je dokončno razgalila, kako je Evropa odvisna od uvoza gnojil iz Rusije, Belorusije, Ukrajine, po drugi strani pa kakšen vpliv ima na ceno gnojil cena plina. Tu v Evropskem parlamentu, na Evropski komisiji se zavedamo problemov pri oskrbi z energijo in sprejemamo številne ukrepe, da bi bili ljudje na toplem, da bi lahko kolikor toliko normalno živeli. Mislim pa, da podcenjujemo problem v kmetijstvu in če smo v energetiki spoznali, da veter in sonce ne moreta zadostiti vseh potreb in sedaj celo uporabljamo premog, lignit, zato da zadostimo te potrebe, imamo občutek, da v Evropski komisiji še vedno verjamete, da je možno brez gnojil, brez pesticidov proizvesti dovolj hrane. Predvsem je to v paketu od vil do vilic jasno zapisano. In sam sem prepričan, da tako kot pri energetiki, tudi na področju kmetijstva rabimo vse tipe kmetijstva, tako organsko, kakor tudi integrirano predelavo kot klasično in zato rabimo gnojila. Zato mislim, da rabimo nujno sprejeti ukrepe, s katerimi bomo zagotovili dovolj gnojil, zagotovili, da bo ta gnojila dostopna kmetom in tu ne gre za pomoč kmetom, tu gre za pomoč evropskemu potrošniku, kajti v nasprotnem primeru bo prehranski varnosti, ker bo hrana predraga in je na koncu tudi ne bo, če bomo nadaljevali po tej poti. Ukrepi so nujni, zato vas pozivam, da čim prej sprejmete ukrepe.